Človek že vso svojo zgodovino za prenašanje manjših bremen, na primer pridelkov, uporablja roke in košare. Te so morale biti čim lažje, da je lahko prenašalec nesel več vsebine. In kdo ve, kdaj so se rodili lahki koši, košare, cajneri, jerbasi in drugi izdelki, spleteni iz tankih viter, ki jih danes uvrščamo med kulturno dediščino. Preprosto, lahko, trdno in uporabno, a z veliko veščine. Avtor oddaje, ki je nastala pred 5 leti, je Ivan Merljak. Mejniki identitete. Pletarstvo kot posebna veščina izdelovanja najrazličnejših uporabnih predmetov pri pripravi hrane ali v poljedelstvu, pri pobiranju pridelkov, v pašništvu in živinoreji je zelo staro in bržkone sega v predantične čase. V antiki se je že dodobra utrdilo in pustilo tudi otipljive sledi. Tudi na Slovenskem je pletarstvo staro več kot tisočletje. Veščina se je prenašala iz roda v rod, iz gospodinjstva do gospodinjstva in vse bolj postajala del uporabnega domačega znanja, ki se je skozi stoletja spreminjala v dopolnilno in potem tudi pravo pridobitno obrt. Danes bolj kot o zaslužku lahko govorimo o umetni obrti, ki temelji na veščini prednikov in je del naše kulturne dediščine. Pletarstvo poznajo tudi sosednji evropski narodi in povsod so vedno uporabljali surovine, ki so jih našli v neposrednem okolju. Toda tudi drugod so pletarske obrti skoraj zamrle in le še redki obvladajo to spretnost prednikov. Pri nas je bilo najbolj razširjeno pletarstvo iz naravnih ali obeljenih vrbovih šip ali viter, pa tudi iz leskovih, gabrovih in kostanjevih viter in palic. Za različne namene so uporabljali tudi smrekovo šibje, koruzno ličje in slamo. O pletarstvu na Slovenskem veliko ve profesor Janko Marinč, učitelj na gimnaziji in srednji šoli Kočevje, ki je tudi mentor pletarstva pri rokodelskem centru Ribnica. Pletarstvo je bilo eno najstarejših in najbolj razširjenih rokodelskih panog na Slovenskem. Zapise o pletarstvu srečamo že v slavi Vojvodine Kranjske. Razširjeno je bilo predvsem med kmečkim življem. Ljudje so pletli košare, koše za kmečka opravila, za kmečke pridelke, za sadje. Pletli so za svoje potrebe, pa recimo za tisti okoliš, v katerem so bivali. S tem, da so kakšen izdelek tudi prodali, da so si, malo olajšali življenje. So bili pa pletarji, ki so bili zelo uspešni s trženjem in oni so v bistvu lahko tudi živeli od tega, lahko so si razširili domačijo tako, da so kupili zemljo ali pa celo obnavljali zemljo. V bistvu je bil lahko pletarstvo tudi kar dober dobičkonosen posel. To je bilo pletarstvo nižjega nivoja. Moramo pa ločiti tudi pletarstvo višjega nivoja, to je pletarstvo za prodajo. To pa v takratnih deželah ni bilo najbolj na visokem nivoju, to so tudi ugotovili vladarji v takratni Avstriji oziroma Avstro-Ogrski. Želeli so ta nivo dvigati na tak način, da so začeli koncem 19. stoletja oziroma v začetku 20. stoletja pošiljati v slovenske dežele pletarske mojstre, predvsem iz Češke so prihajali, ki so izvajali razne tečaje. Temi tečaji pa se je nivo pletarstva po celotni Sloveniji kar močno dvignil. Izdelki so postajali bolj kvalitetni, vrhunski. V tem času je bilo povpraševanje po pletarskih izdelkih kar veliko, kar pomeni, da je to v bistvu prav dobro sopadalo in prodati ni bilo težko.
Kar niso sami prodali, so prihajali od drugod posamezniki, ki so od njih odkupovali izdelke in jih prodajali po celotni Avstriji in še, bom rekel, širše v Evropi. Nemalo kateri pletarski izdelek se je znašel pa tudi v Združenih državah. Omenili ste po vsej Sloveniji. To pomeni, da ni bilo skoncentrirano samo na kočevsko pa na ribniško območje. Pletarstvo je bilo razširjeno praktično po celi Sloveniji. Ločilo se je samo v tem, kateri material so uporabljali. Se pravi, ponekod so uporabljali lesko in leskovo vitro, druge so pletli z vrbo in z vrbovimi šibami, v Prekmurju so pletli s koruznim ličjem, potem ponekod so uporabljali slamo, različni materiali. Krog izdelkov je bil pa tudi zelo širok. Krog izdelkov je bil zelo širok. Nekje sem našel podatek, da je bil na eni razstavi v Etnografskem muzeju razstavljenih preko 300 različnih pletarskih izdelkov. Nekateri izdelki so standardni, recimo kot veliki koši, različne košare za prenašanje kmetijskih proizvodov, za shranjevanje kmetijskih proizvodov, so pa potem različni izdelki, ki so vezani direktno na material. Ampak nekateri centri pletarstva so se pa vendarle izoblikovali v Sloveniji. Ja. Iz teh rokodelskih tečajev ali pa sočasno so nastajale tudi pletarske šole. Tako so v okviru ljubljanske lesarske šole za lesno industrijo ustanovili pletarsko šolo. Nekaj podobnega so naredili tudi v Radovljici, v Halozah. Potem pletarska šola se je razvila v Ptuju in tudi v Kočevju v okviru nemške obrtne lesarske šole so imeli pletarski oddelek. Omeniti moramo pa tudi še zdomarstvo, kajti zdomari so bili tisti, ki so, čeprav razumem, širili pletene koše tudi naprej. Ja, ko so nastajale tele pletarske obrtne delavnice, so pletari prodajali izdelke direktno, marsikomu pa so hodili iskati izdelke kar na dom. In to so bili tako imenovani zdomari, ki so izdelke potem preprodajali po Sloveniji, po avstrijskih deželah oziroma po Avstriji in še naprej po Evropi. To se je začelo recimo konec 19. stoletja, začetku 20. stoletja, med obema vojnama. In recimo samo pletarstvo je še kar obdržalo tam nekje prvo desetletje po drugi svetovni vojni. To pomeni, da je pletarstvo skoraj da že izumrlo, ne? Zakaj? Kaj se je zgodilo s pletarstvom? Prvi razlog je bil to, da v začetku je ogromno ljudi pletlo, potem po drugi svetovni vojni so se te ljudje začeli zaposlovati v industriji, dobili so službe, zaslužek na tak način je bil mnogo lažji kot s pletarstvom in seveda so ga počasi opuščali. To je bil mogoče samo še kakšna popoldanska obrt v smislu dodatni zaslužek, ne pa več tako množično delo, kot so to počeli prej. Tudi prej je bilo najbrž pletarstvo samo po sebi bolj dodatek nečemu drugemu, kmetijstvu recimo, ne? Manj pa dejansko obrt. V bistvu je bilo tako. So bili posamezniki, ki so imeli to samo kot recimo dopolnilno dejavnost, katero so še nekaj dodatnega zaslužili. So pa konec 19. začetku 20. stoletja nastajale tudi že večje obrtne pletarske delavnice, kjer so posamezni pletarski mojstri zaposlovali mlajše pletarje, tudi 5, 10 ali še celo več, ali pa so pletle cele družine, tako da so bile kar močna pletarska podjetja. Ne pa stvar preneha biti vse slovenska. Vse slovenska preneha biti takrat, ko začnejo na naše tržišče prihajati košare od drugod. Košare, ki jih danes vidimo na različnih sejmih, ki jih je cele kupe na sejmih, žal v večini niso več delo slovenskih rok, ampak prihajajo iz sosednjih držav ali pa celo od nekod dlje. Plesti in oplesti je bilo mogoče najrazličnejše izdelke in predmete. Pletarski izdelki so zelo raznorazni in so seveda odvisni tudi od vrste materiala, od teh klasičnih košev, ki so jih uporabljali za prenašanje sena, kmečkih pridelkov, stelje, gnoja in podobnega, potem različne košare, jerbasi za prenašanje jajc, potem jerbasi velikonočne košare, potem iz koruznega ličja so izdelovali cekarje,
Iz slame so pletli različne košare za sejanje, potem za košare za vzhajanje testa, različne košare za shranjevanje kmečkih izdelkov. Potem pa na višjem nivoju pletarstva pa lahko omenimo še pletenje sedežnih garnitur, otroških pojselc, otroških vozičkov in podobno. Velikost, oblika in namen uporabe pletenih izdelkov so bili odvisni od pletarskih materialov, ki so jih imeli pletarji na voljo. Na Dolenjskem, Ribniškem, Kočevskem, pa tudi na Gorenjskem, Primorskem in po večini še drugod po Sloveniji so za pletenje košar uporabljali vrbove ali leskove veje in vejice. Nekoliko manj razširjeno je bilo pletenje iz ličja, medtem ko je bilo pletenje iz žitne slame domale v Prekmurju. Tako je pravzaprav še danes, kjer so ohranili veščino pletarstva. Pri pletenju z vrbo so bili seveda pomembni tudi nasadi. Pomembno je bilo znanje z področja vrbogojstva, ki so ga seveda pridobivali tudi na teh tečajih oziroma v pletarskih šolah. Zelo veliki nasadi so bili recimo na Barju. Pletarji so si tudi sami vzgajali svoje vrbe. Ta vrba na Slovenskem je bila kar kvalitetna, če pomislimo, da so, mislim, da 1935. leta na neki razstavi dobili evropsko nagrado za najboljšo vrbo. Kaj pa z lesko? A so bili tudi leskogojci? Ne, leskogojcev pa ni bilo. Moram povedati eno zgodbo, recimo, zelo veliko se je pletlo v Ribnici in za Ribnico pravijo, da je imela najkvalitetnejše pletarstvo. Ribničani pa so hodili po leskove palice v Kočevje, oziroma so jim kočevarji dobavljali in prodajali leskove palice. Torej so bile naše palice iz Kočevja najkvalitetnejše. Je to tudi razlog, da tukaj vi sami pletete iz leske, ne pa iz vrbja? Ja, na kočevskem oziroma kočevsko-ribniškem koncu ni kvalitetne vrbe, ni plemenite vrbe, zato pač pletem z lesko, pa tudi tehnika pletenja z lesko mi mogoče bolj ustreza kot pa vrba. Danes je leska tudi bolj dostopna kot vrba. Večinoma se uporablja lesko. To je surovina, ki je na srečo v naših koncih več kot dovolj, samo potruditi se je treba, da najdeš to pravo, se pravi počasi rastočo leskovo palico, s katero odcepiš leskovo vitro in spleteš košaro. Mislim, da sva dolžna pojasniti, kaj vitra je. Vitra je v bistvu trak širine približno 8 ali manj milimetrov, tanek približno 1 milimeter ali pa še tudi malo manj, ki se ga odcepi iz leskove palice in z njim prepletamo klinčke, se pravi palčke, in spletemo košaro, pehar in podobno. No, se ga odcepi od leskove palice. Kako je to mogoče? To je znanje, ki so ga poznali ljudje že davno. Ni to nobena nova pogruntavščina in tehnika je popolnoma enaka kot nekoč. Leskovo palico olupimo, se pravi odstranimo skorjo, zarežemo 1 cm širine, malenkost ne preveč v globino in s pomočjo kolena ali pletarske klopi, ki rečemo baba, palico uvijamo in ta vitra, ta trak se sam odceplja od palice. To je v bistvu letni prirast, ki se odcepi iz palice. Ta trak je potem treba na notranji strani še obdelati, ker se lahko odcepi neravna površina. Obdelamo jo lahko z nožem ali s pletarskim skobličem in z deščico z 2 olfanožkoma obdelamo na približno enakomerno širino. To pomeni, da pravzaprav izkoriščamo neko lastnost leske, ne? Da se lahko odcepi potem. Ja. Verjetno niso vse rastline oziroma primerne za to, ne? Večinoma se na tako tehniko uporablja lesko. Leska je zelo elastična, je dobro cepljiva, je treba pa paziti, da preneseš iz gozda pravo, se pravi počasi rastočo. Taka leska velikokrat niti ni ne vem kako ravna, ima tudi grčice, ampak takšna leska je prava. Raste v senci najbrž, ne? Ja, raste v težjih pogojih, raste počasi in to je prava palica. Za eno košaro porabite kar cel kup vitra, ne? Seveda, palica je dolga približno 1,5 do 2 metra. Iz take palice dobimo 10, 15,
če je zelo dobra palica, tudi 20 viter. Število viter oziroma dolžina trkov pa je odvisna od velikosti izdelka. Večji je koš, več bo šlo viter. Za moje izdelke porabim recimo od 10 tudi do 30 metrov teh trkov leskovih viter, da lahko spletem. Zdaj, košare imajo dve možnosti. Ena, da je tudi dno pleteno, te košare so camuhi in cajne, druge košare pa imajo leseno dno, pač iz nekega lahkega masivnega lesa. In kje so boljše? Ne gre za boljše, slabše, gre za to, da je pač druga oblika. Tudi namen je lahko drugačen, ja, seveda. Izdelava košare ne more biti tako, ali pa katerega koli izdelka pletenega ne more biti tako enostavna, tako hitra, predvsem ne hitra. Kaj je tisto, kar vam več časa vzame? Največ časa vzame seveda priprava vsega materijala, potem, ko imaš vse narejeno, pa spravljaš skupaj, gre recimo kar relativno hitro, v osnovi pa to dosti počasna dejavnost. Recimo za te moje manjše košare porabim približno 3 popoldneve, no? Ker tudi sama tehnologija izdelave zahteva svoj čas. Je pa najpočasnejše pa je seveda izdelave samih leskovih viter. Kako se lotite ene take košare? Ponavadi naredim tako 2, 3, 4 košare naenkrat, kar pomeni, da najprej izrežem dna, zvrtam luknje, iz tankih leskovih palic razrežem klinčke, to so tiste manjše, tanjše palice. Še predhodno moram ukriviti iz debelejših leskovih paličic ročo. Ta roča se suši tako približno teden dni do 14 dni, odvisno kakšno je vreme zunaj, in dobi tako polkrožno obliko. Tole ročo torej najprej vgradim v dno, zabijem in zalepim klinčke v dno, to se pač mora potem spet sušiti. Potem pa se lotim izdelave leskovih viter. Ko imam teh leskovih viter en kup narejenih, te vitre se sicer vmes posušijo, potem pa preden začnem plest, jih zopet namočim v mlačno vodo in potem pletem. Košaro, recimo, ko popletem do 3/4, jo pustim, da se posuši, nadaljujem naslednji dan do vrha, kajti vse vitre se tudi malo skrčijo in vse je treba malo bolj stisniti. In za zaključek končam pletenje tako, da urinem noter še sorbot. To je v bistvu tako en okras, kako zaključiti košaro. Nekoliko drugačna je tehnologija pletenja z vrbovimi vitrami, ki jo uporablja Danica Benčina iz Zamosteca pri Sodražici. Navadila sem se od mame, ki je hodila v šolo, to pletarsko, je bila šola pod goro, tu je zaselek pod gora. Šola je bila gor, tako visoko. Dol, prav tle je bila šola dol pri mostu, ki je Bistrca. So dva učiteljna sta bila tuja, tu je bilo leta v 1938. Jih je hodilo, nekaj sem dosti jih najpol ostalo v tem pletenju, ne. Jaz sem se pa ne vodila, bili smo 3 otroci, brat pa sestra, ona 12 plala, jaz pa sem. Šola je lahko šola, pa vendarle... Ja, bilo je tu, ne, da so se ne vodile, pa so se pa še sami, ne. Ja. Se pravi, praksa da ogromno. Praksa je bila, ja, pa smo pa dajali kaj pa. Bolj grebel, za material je zdaj problem, prej je bilo materijala dosta. Smo ga ne rajzali ob vode, pa kupovali v notranjih goricah, je bilo samo nasade, ne. Zdaj ne pa več tega, se je vse opustilo. A ste edini, ki še delate iz vrbja? Ja, pa edina zdaj. Smo imeli pa tudi tečaj v rokodelskem, samo bolj gredo na lajsko, kakor na vrbo. Zakaj to? Zaradi materijala pa malo težje izdelke so, ne. Mislim, te zaključke pa tu ne gre, ne, tako. Malo težje je za popas. Bi mogli malo več prakse, ne, da bi se navadili. Ampak, Danica, ne, ogromno dela, ne, Ja, za zelo majhen košek, recimo. Ja, zaslužka najvelicka, ne, to je čist, malo dodatek še. Dobra volja, da se dajla, ne, da ne sedimo brez. Navajena sem skozi v temno in skozi dajlam, tudi malo zadovoljstva, ne. Se človek mota, ne, ker zgubiš partnerja, pol je dolgčas, če se brez dajla, ne. No, ampak delali ste tudi prej, ko je bil partner. Skozi, da sem šla v penzijo, malo več, ne. Dajte mi povedati, v vašem mladosti je bilo to dejansko zaslužek ali je bil vedno samo za zdraven?
Ja, prej so bile ženske doma, so bile delale. Naprimer so bile 20 sosede same, ne, so delale ena cele dneve, ena je bila zaposlana, ne. Potem sta bila še mož pa žena zraven tudi, sem druge hiše, ne, so ona dva sta delala tudi skozi, ne. In tu so bili pred iz domari, so hodili, so im vsak svojega kupca, ne. Naprimer naša mama imela enega, druge spet drugega. Vi ste prodajali z domarjem? Z domarji so hodili ne dom iskat, ja. Pa so šle pol ti v Skujne, pa tu z doma, ne, ali pa ne v Lok. Pred je bilo drugače. Pa je vzel po 5 košar, ne več 10, ne, kar je lahko nesel. Ja. No, ampak zdaj ni ne z domarjev, ne. Z domarjem je zdaj drugo. Kdo so pa vaši kupci potem, kako to prodajate? Maše kupce, jaz imam glavno po pravilu, pa tu je za trgovina, za rokodelski center, ne. Oni imajo tu robo mojo vso. Se pravi, v Ribnici. V Ribnica, ja, rokodelski ima, je trgovina, ta suhe robe, ne. Včasih je bilo funkcionalno, danes je to suvenir, je to v bistvu nek spominek, ne. Ja, zdaj je bilo tako, ja, ne gre. No, se še zgodi, da kakšen pride, kaj ne bo, droč pa tule, fraškone tudi imam tle, so za oplajtati, pa cehari dajlam, pa kakšno košaro za drva, pa tako. Dobro, ko so že pri tem. Kaj vse ste pravzaprav delali? Vidim košare, to je. Ja, vse sorte, od lustru do, kako bi rekla, ceharje, jerbase, pehorčke za kruh. Vse po naročili tudi, ne. Pa te fraškone razne, mislim, velikosti, vse sorte, ne, pride. Vidim, da ene so obarvene. Ja, te holandrce tu pa prav značilno, za te holandre pa sploh ne dajlajo drugej. Tu je pa prav značilno, prav, da je bila ena pravljica, da je šlo Ribenčane v Holandijo pa hčine in da je ona gor ostala, on je prišel pa domov. No, in je prišla pol čez parla tudi ona in s to holandrco in je pol vse tu uveljavilo, ne, da se je dajlalo. So prav značilne, ki je barvena, ne. Da ste jih barveni, ja. Ja, včasih se je tu še pojcalo, zdaj ne, zdaj vse naturno. Včasih je bila pojcana, so res sorte barve, rmane, take. če odštejeva te barve, Ja. ki določajo holandrco kot Ja, tu je barve. prav značilna pa oblika, to, ne. Vse druge košare niso več lakirane, kako. Ja, lahko pride malo v nalog, ker se zvodva manjša, da najdroče v glavnem mora biti bolj naturno, če je zaživila, ja, mora biti naturno, ne smaj biti, ne. Droč pa je pa fajn, da je malo, ne, da ne pride noter kakšna črvička, vlajsne. A pride? Tudi pride, pa prepariče, kaj ne mokrem ali kaj tocke, ne. Drugače tu trdno tu drži, ne suhem, pa tu mora biti, Verjetno ne. tudi več desetletij drži. O, sigurno, sigurno. Imam, so pri nas otroške košare popravljale stare po 50 let, za dojenčke in so malo spravljene, zdaj že parih je bilo. Košare za dojenčke. Ja. Pa še naredite kakšno kdaj. Ja, pa tudi sem jih, sem da so drugačni, zdaj je ne vsi, naprej so lepo vse pletane pa podstavek. Potem je povedala in prikazala, kako plete. Najprej moramo spomladi pripraviti, ki so še zelene šibe, še v lupkah, ne. Poleg pa se poreže to, pa denemo v vodo, da ozeleni, te bočice naredine, papirička. In kadar je meženo, ko probamo zdaj bajlati, ne, imam bom pokazala, kakšno imamo, takrat se to obajle, to gre ročno vse. Pol sušimo na sonce, ki je obajleno, da pride po bajlu. Pol pa posušimo, pol naredimo pa vitre. Tu so pa vitre, ki so šibe res cajpljene. Šibo razdelimo na 3 dele, ne. Cajla je okrogla, pol pa na 3 dele razdelimo, ne. In to je vitra, To je vitra. Aha, to je to. To je vitra, pol jih moramo pa še stonjšati, da gre ta stržen ven. Pol je pa, ker robimo, za ples moramo pa en dan namakati. Voda. Tu moramo pol pa vse mokro. Prej sušimo, pol namakamo. No, če tu se ročno daje ledino, tudi da ga malo stonjšamo, imamo zdaj tole mašino. Ali pa ne ubelč, imam tudi tam le ubelč, lahko še pol stonjšam, ne, ker zdaj je roče povijeti, mora biti pa tanko, ne. Mora biti čisto tanko, da lahko vijemo, ne. Debelejše nosilno, ne? Ja, tu osnova, ne, te pa, ki so zdaj roče, tudi roč pa ne moreš poveti, ne. Da se je zvilo, pa mokro mora biti fino. In kakšen je način pletenja? Najprej vertikala verjetno, ne? Ja, ta prvo naredimo dna. Imam spet posebej narejeno, ne, da te postavimo pokončne. Postavimo klinčke, ne, Ja. da odvisno kakšno velikost rabimo za dno, ne. Naprimer, to je zdaj ta malo košarico, te so pa zdaj te ta velike, ne, pa še ene večje, prije pa to oplajtamo. Aha, ampak na koncu so te
debelejše špice. Te mora biti bolj debelo, ne, ker poli se posenč ne vidijo, ne, ki je obletano noter. Tu pol naredimo dna, pol ga spet namočimo, pol prebijemo na model. Ima vsaka košara model, ne, pol pa spet napičimo noter, ki je mi prav moštofa, ne sem pravilno bi bila, kaj bi rekla, ne se prav verjetno ne tu prav ta pravo slovansko. Vitre so braka bi osnova, ne. In tu ne pičimo, pol tle naredimo tale rob, pol pa tu gor zvežemo in pol poplajtamo, ne. Mora pa fino mokro. Potem pa gre praktično vijugati. Ja, pol pa gre, ne, Križno, ena gore, ne? ja. Ena gor, ena dol. Ena gore, ena dol, no, pol tu naredimo zaključek in tu moramo dodajati košaro, da jo začnemo. Če jo pustimo do drugega dne, ne bo več šlo. Je preveč sako, ko pa poka. Se pravi, ko začnete, Moraš do konca. Ja, pol je pa spet roča posebej, tudi z vrbe noter to roča. Pol obijemo spet le s šibo, ne. Da naredimo, brakla, to rožo, ali kako bi rekla, okrasne. No, pa to posebej povijemo, pol pa še povrha. pa tudi pri večjih košarah morate praktično delati od začetka do konca Ja. brez predaha. Ja, ja, vse, ker če ne, sploh če je večer, ne boš pol več skrbdobiti. Se posuši je konc, ne. Mire mora biti mokra, če ne gre, če ne popuka vse. Če je suha, tu ne gre, če ne, naprimer, da je to je suha, ne, vidite. Se pravi, to, razumem, Vidite, tu ko je pred- zmoči, ne. Ja, če je pa mokra, pa ostane, mislim, tudi poče, kakšna, sam ne tako, ne. In kaj naredite, če poči? Ne, stran gre. Te, ki so suhe, jih spet lahko. Ja, pol jih moram pa namočiti. Naprimer, zdaj, če bi jih za jutra rabila, bi jih mogla namočiti že zdaj dopoldne, pa zvečer ta zadnja čas. Šibe, cele šibe, te naprimer, ki so z dna, ne? Ja. Tu je treba pa še malo dlje močiti. So pa cele šibe. Če se dosti igre v pode, če se ne dajo cajke, če ne so vse dobre. Zakaj ne? Ja, če naj ima stržena, tale videti je lepe, sem vprašanje, če bo šla. Če je preveč trda, ne gre. A morate vsako z nožičkom ali to? Ja, vsako moramo načetne 3 dele. Zanimivo. Videli, to ne bo šla. Že ne gre, moramo kakšno noge. Ne gre, da ti se pa bije, kaj pa sploh toka trda. Zanimivo, kakšno orodje, ne? Ja, seno, to je vse, pravi, so imeli že. Imam spravljenega še prav od mame. Preprosto rešitev stala verjetno stoletja, ne? Ja, ja. Pa vendarle ogromno intelektualne pameti je bilo to Ja, čisto enostavno, ampak uporabno, ne. zgradno. Ja. Domiselce tega je bilo pa res. Zanimivo, tale pa gre. Tale, ja, tudi je že bil toka, ne boš. Tokle v glavnem, tokle jih moramo vse na roke. In ne so bolj šuče. Ja, bomo probala. Kašne gre to fino, kašne pa ne. Tule mora imeti sardine, ta stržen, če ga naje trda, ne gre, ne rozen, veste. Šla, to pa bo. To pa gre. No, vidite, tokle. Zdaj sva dobila 3. iz ene 3. Iz ene 3. In te treba še tanjše. Te je pole pa še zgolj lej. In pa tako vidimo, ne gre skozi. Vidite, da je pole. Morate večkrat ponoviti ali? Zdaj, v glavnem enkrat, pol pa še na ubrč, če treba, medtem ko vidite, ker je ta stržen pobare. Tako pa tukaj, Tega pa ne uporabljamo, ker imamo vse na roke, malo to, da ji gre preveč spodek poli. Že tako gre dosti. To pa še stojšamo, vidite. Imam pa ta ubrč, to je tudi še od moje mame star. Berde stari ko jaz. Gre, vidite, no in pogledajte zdaj, kakšna razlika je, ne. To potipajte. se pravi, čim tanjše je, lažje se uvija. Ja, lažje se uvije. Če ne pa, sem prav pa mokra, ker tu če bo debela, jo ne moreš ti jo uviješ, ne. Ampak, Danica, ogromno materijala gre stran. Polovico, sigurno polovico gre. Tako, ko bajdaš gre v lupek, pol je spet, kad cajpmo gre, vidite, koliko gre pol stran. In Pa kaj še- se pa še naredite, ni uporabno. Za podkurat. Za Za podkurat. nekaj stvari, ki mora biti. Ne. Ja, logično. Ja, ampak prav zanimivi heci so, kako, če vzamemo kakšno orodje, je to pa tisto, vse je navidezno zelo preprosto, ampak vse silno domiselno. Vse domiselno. In tu je že koliko staro, ne, pa vse deluje.
Tu je verjetno že vaša mama. Mama je imela, ja. Mama je imela to. In še problem je tu lezene bruse, tudi ne gre, ne. Vsak mora biti varenga. Ker če ne ti jo zrajže, ne. Jo moraš tiščati dole, ne, da gre naravna, svete. Če jo prezdigneš, bo počela, ne. In kako določite, kdaj je pravilna debelina? Po občutku? Po občutku. Se pravi izkušnje? Probam, ja, izkušnje, ja. Če je tenka, če je debela, pa ponovimo. Ja, tle se ne da reči tok in tok milimetrov, ne? Ne, te pa ne. In širina se ne da, ne. In visno od čebe. Če je debela, je široka vitra, če je tenka, je pa tenka, ne. Ja. Če je drobna. Ampak zakaj vrbe? Zakaj vrbe uporabljate? Ja, v glavnem za to lej. Različne, mora biti pa eno lajtna rastlina, mislim to, pogojnik. Une stare, ki so razvajene, ko šode, ne, tiste puka. In vsaka najdobra, ne. Bijeka, to je prije tudi bolj razvajena, ampak je dobra za plest. Bijeka je najbolj. Sam za cajpet pa naj tako fina. Je pa divja bolj, ne. Pa spet ne vsaka je ne pukajo. Že kad cajpeš, ampak jo probaš, naprimer, če reš urajzati, jo probamo, ne. Tako, če bo počela, je konc, tista ne bo prav molomečka, ne. Poseben postopek je beljenje vrbovih šip. Delo je mehansko, ne kemično, kot bi po besedi pričakovali. Pritiskamo sem in pravimo tu šmojcar, zdaj bajlet, ne brakle, zdaj lupet in tule mora to lupek stran. Mora vse v stran, če ne najlajpa šiba bajla pride grda rjova, ne, se tu lepo saši. Mora prav čisto v stran. Aha, če je čisto, potem Prav pride. čisto mora, če naj do smaženo, da se ne da bajlet, pol ne bo lajpa šiba, bo tule se posušilo in tule bi bilo zdaj vse rjovo, ki se bo osušilo, ne. Tako da najdobro in vršičke so zdaj še mehki, tu mora biti vse spomlad. Aha, se pravi, ni pravi čas za... Tu je sam spomlad se to dajle. Mi smo tako po naravnem šlo vse, ne, ker je bilo čas za lupec, smo lepile, ne. Pol se je dajla lupa vitre čez lajto, ne, po zimi se je pa plalo pol bolj, ne. Brez dobrega in lepega zaključka košara ali pa drug pleten izdelek ni popoln in uporaben, pravi pletarka Danica Benčina. Rekel sem zaključek naredila, ne, pol je pa tokle, začnemo znovo, ne. Se pravi, prekrižate, Tokle, ja, kot samo... skrijemo, ne. Pol pa tule vse lepo tako porežemo, da pride lepo gladko, ne. Aha, da se sploh ne vidi tega. Da se ne vidi dosta, ne. Malo se sam čisto varenga pa ne. Ampak zaključite vedno na notranji strani. Ne najvažno. Lahko ga ne en stran, mislim, ker pride šiba, zdaj odvisno, koliko je dolga, ne. Da škoda bi jo bilo rajzati, moramo kar do konca ići, no pa pol začnemo, kjer končamo, ne. Z drugo ne pravi. Danica, in koliko ur porabite za No, eno? ta malo glih najtoliko, ne, ta malo je ne 2 ur pa pol, koliko je. Sem če bi jo do 3 ure, ne, da bo se od začetka do konca. Sem zdaj nikdar ne gledam, kad dnu je posebej, uno posebej, več kot roke vzamem. Roč pa če bi od začetka, da bi dnu naredila in pol ne stavljala, da ne 3 ure, ta majčkana ne una gre. No, ampak taka večja, to Ta je... večja je pa 5-6 ur, ali pa še več, odvisno kušna je, ne. Morajo biti pa vse modele, ne, to so že standardne košare. Precej ure treba si več zraven. dosta. Da ne računaš priprave, ne. Tu je, če ima že vse pripravljeno. Ja, seveda, samo pletenje je to. Zapletajne, ja. Če pa priprav računaš pa, ne moreš, niti ne sem enkrat gledala, koliko časa bi bilo, ne. Dajlaš in to je to. Če bi človek štel vse ure in minute, potem se sploh ne splača, ne? Ne, to se ne splača, ne. Najkaj, ne. Če pa sediš najprej reče, tako smo nevojene, kaj ćemo, ne. Danica je ena redkih, ki še znajo plesti iz vrbja. Ima naslednika? Ja, sin zno, sem zdaj zaenkrat ne dajla. 3 so bili, eden zno, druga dva pa nešto je imela veselje, da bi se kaj učila, ne. Smo imeli pa tečaj, sem zgleda, da je bolj šlo, mogoče se bo kakšen kaj latil. Potem ste pravzaprav vi in bolj ali manj edina tukaj v Sodržci, Ja. kaj pa drugot, še po občini? Ja, tle v Ribnici tudi naj, tle zdaj glavnem jaz naroče pa šlo se, po zobo, ne. Ta dajla ti treba finustom, ne, če nobeden se motrat, pa vode, revme dobiš, mokru, ja.
Kaj smo, vsako suje zahteva svoj dolg, ne? Bolj vesele izkušnje ima profesor Janko Marinč iz Kočevja. Mojstrov pletarjev je danes na Slovenskem še zelo, zelo malo. So posamezniki, ki to delajo mogoče za svoj hobi, so upokojeni, pletejo za svojo željo in za recimo bližnji okoliš. Najbolj za pletarstvo skrbijo rokodelski centri in razni zavodi, kot je recimo Zavod za razvoj podeželja Pomelaj. Oni poskušajo obdržati to znanje in ga širiti med mladim in tudi starejšimi, z različnimi pletarskimi tečaji, pletarskimi šolami in podobnim. Na Kočevsko-Ribniškem skrbi za razvoj rokodelski center Ribnica. Že več kot 9 let ima pletarsko šolo. Ta pletarska šola poteka 3 leta. Spoznavajo različne materijale, ki sem jih že prej naštel, izdelajo različne oziroma izpletejo različne pletarske izdelke, na koncu dobijo neformalno potrdilo o uspešno zaključeni pletarski šoli, s svojimi izdelki in svojim znanjem pa lahko kandidirajo za nacionalno poklicno kvalifikacijo pletar. Neformalno je zakaj? Ker to ni uradni študij? Tako, to ni uradni študij, vendar na osnovi tega izobraževanja lahko z dokazili pred državno komisijo dokažeš, da to znanje imaš in ti država podeli MPK pletar. In kako se je profesor Janko Marinč srečal s pletarstvom? Jaz sem se s pletarstvom prvič srečal v rokodelskem centru Ribnica leta 2011. Seveda sem pletarje srečal in videl še na kakšnem ribniškem ali pa sodraškem sejmu, ampak to me je zanimalo v bistvu tako bolj z etnološkega vidika, ne pa tako, da bi jaz to počel. Potem sem se pa pač odzval vabilo, da se tudi jaz prijavim v to pletarsko šolo in zadeva mi je postala že v začetku zelo všeč. Približno do novega leta, ko smo imeli namen splesti vsak eno manjšo košarico, sem jih jaz v bistvu sproti delal še doma in za novo leto je 5-6 mojih prijateljev dobilo vsak svojo košarico za darilo. To so bili moji začetki. Potem pa sem pač s pletarsko šolo nadaljeval vsa 3 leta. Kmalu sem se pojavil tudi na kakšnih sejmih, sicer v začetku zelo, zelo neuspešno, tako da mi je kar zmanjkalo, bom rekel, motivacije, da bi to sploh počel, še za koga drugega, razen za svojo željo in potrebo. No, potem pa se je to seveda malo izboljševalo. V Zavodu za razvoj podeželja v Pomelaji sem kandidiral za MPK in pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo pletar in tako se je zadeva tudi razširila. Kmalu sem postal tudi mentor v pletarski šoli, ki sem jo pač tudi v začetku obiskoval in zdaj to že par let počnem kot učitelj prvega letnika. Vsako leto na različnih koncih naredim tudi kakšno razstavo, recimo v gimnaziji in srednji šoli, kjer sem tudi zaposlen, potem skupaj s podeželskimi ženami in sodelujem tudi na kakšni razstavi rokodelskega centra Ribnica in hodim po različnih sejmih po Sloveniji. Danes vemo, da je to ne samo deficitaren poklic ali kakorkoli že, sploh ni komercialna zadeva, pa vendarle, imate kakšno podporo v lokalni skupnosti? Recimo ena velika podpora zame je tudi to, da me občina Kočevje vsako leto kot predstavnika občine Kočevje pošle na otok Rab, mesto Rab, ki je pobratena občine Kočevje, na njihovo veliko prireditev, to je Rabska fera, kjer kot rokodelec prikazujem, kako se plete tele košare. In to v bistvu potem vidijo res turisti iz vseh koncev sveta. Številni se čudijo, ker jim to ni znano. Konec koncev se včasih tudi vprašam, kaj mogoče pa v teh drugih državah sploh niso pletli na tak način. Res jih prav fascinira in navdušuje. No. Kratek sprehod skozi pletarstvo na Slovenskem nam je pokazal, da je bilo pletenje košar in drugih predmetov v vsej zgodovini najprej potreba vsakega gospodinjstva in kmetije in šele nato skromen finančni dodatek tistemu, ki je znal plesti iz vrbja, leske ali drugih materialov.
Danes je zaslužek drugotnega pomena. V ospredju so estetski občutki in zadovoljstvo ob izdelku, ki si ga ustvaril z lastnimi rokami in mislijo, pravi Janko Marinč. Pletarstvo je dejavnost, ki zelo sprošča, vsaj mene. Pletarstvo je meditacija. Pletarstvo je za mene zelo sproščujoča dejavnost. Ko na različnih sejmih prikazujem, kako se te stvari dela, kako je to v bistvu počasno, kako je treba vitro 10-krat prijeti v roke in jo tanjšati, božati in gladiti, da dobimo pravo debelino, mi marsikdo reče, jaz tega ne bi zmogel, ne zato, ker ne bi bil dovolj spreten, ampak zato, ker mi živci ne bi zdržali. Jaz pa pravim, pletarstvo sprošča. Delaš in pozabiš na to, da se karkoli okrog tebe dogaja. Posvetiš se točno tistemu delu. In v bistvu rokodelstvo je zaradi tega tako super za mene, ker v bistvu občutek, da nekaj narediš s svojimi rokami, je fantastičen. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o pletenju iz vrbja in leske. Sogovornika sta bila gospa Danica Benčina iz Zapotoka pri Sodražici in profesor Janko Marinč iz Kočevja. Oddajo sva povezovala Jure Franko in Mateja Perpar. Tonski mojster je bil Franci Moder, avtor je Ivan Merljak. Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.